Pozdravljeni še enkrat na dogodku projektno vodenje od A do Ž. Začenjamo z delom imenovanim Delo digitalnega nomada, v sklopu katerega se nam je pridružil Klemen Selakovič, ki je večkrat nagrajeni priznani oblikovalec uporabniških izkušenj, umestnikov, vodja različnih projektov, digitalni nomad, ki dela kar iz kavarne, sodeloval s številnimi mednarodnimi podjetji. Tudi, kadar ne raziskuje novih destinacij, se ukvarja s svojim podcastom iDea, ampak mislim, da bo najboljše, da se nam gospod Selakovič kar sam predstavi. Preden pa mu predam besedo, velja omeniti, da podobno kot v prvem delu začeli bomo z live diskusijo, trajajočo kakšnih 30-40 minut, nato pa bo čas za vprašanja vas poslušalcev, tako da vas vabim k postavljanju vprašanj v razdelek Q&A. Torej, gospod Selakovič, dobrodošli. Morda za začetek, če na hitro predstavite sebe in svoje delo. Hvala, Miha. En predlog, a se lahko tikava? Mogoče bo bolj osebno. Ja, hvala ti. Saj v bistvu si povzel te glavne motive, s katerimi se ukvarjam, ne. Profesionalno sem oblikovalec uporabniških izkušenj oziroma UX designer po angleško. In to zajema nekako celotno psihologijo človeka, ne, se pravi, razmišljam, kako narediti neko izkušnjo čim bolj prijetno nekomu, temu, ki uporablja produkt ali pa storitev, ne. Zasebno se pa ukvarjam, tako kot si omenil podcast, se pravi, s filozofijo, z raziskovanjem zavesti na različne načine, tako da imam nekako ta dva pola, ne, en je profesionalni, en je pa ta filozofski, življenjski. Tako to bo po moje dovolj za začetek. Super, pa če se zdaj mogoče vrneva čisto na začetek tvoje poti oziroma na začetek poslovne poti. Kje se je ta začela in kako si prišel do točke, na kateri si zdaj? To je tisto splošno vprašanje, ne, ki ga zelo težko povzameš na hitro, ampak recimo, da bi začel tako, da mogoče tudi vsaka zgodba, ki jo bom povedal, bo nekako napačna. Saj veš, ne, tako evalvacije za nazaj so v bistvu samo približki zgodovine, a ne. Nekako so sestavljeni iz mojih spominov, ki niso čisto točni, ne. In pol jaz bi rekel tako, glavni motiv tega celega potovanja zadnjih 15 let, recimo, je bilo, da je bilo veliko trdega dela na začetku, in pa še več sreče. Srečo sem imel nekako na začetku poti, v sredini in tudi zdaj, recimo, na tej točki, ne. Srečo predvsem mislim v tem, da sem znal nekako prepoznati, kam me strast pelje, a ne, da nisem toliko se osredotočil na okolico, pa kaj okolica pričakuje od mene, ali je to družina, ali je to širša družba, ne. In da sem poslušal temu svojemu notranjemu glasu, ki mi je govoril, kam moram iti, ne. In potem so se domine začele same nekako zlagati. Naredil sem srednjo zdravstveno šolo, začutil, da me to ni zanimalo, naredil sem maturitetni tečaj, ker sem se želel vpisati na ekonomsko fakulteto, sem ga tisto leto pol naredil, se vpisal na ekonomsko, videl, da na faksu ne bom dobil nekako teh stvari, ki sem jih pričakoval, zato sem začel biti zelo aktiven v nekih obštudijskih dejavnosti, ne, tako kot ti verjetno prek tega društva, mladi projektni menedžerji, ne. V mojem primeru je bila to študentska sekcija Društva za marketing Slovenije, kjer smo tudi organizirali dogodke in jaz sem tako zelo hiter videl, da je moja strast, da se nahaja znotraj marketinga, ne. In potem sem temu sledil, ne, in bil ful aktiven, zelo malo na faksu, veliko na obštudijskih dejavnostih in zaradi tega tudi dobil prvo službo, ki je bila slučajno v digitalnem marketingu, ne. Tako da jaz sem takrat delal kot projektni vodja 3 leta, videl, da tudi hočem en preskok narediti v neko drugo branžo in v firmi, v IT-ovski firmi videl, da mi najbolj odgovarja nekako ta uporabniške izkušnje oziroma dizajn, ne. In potem sem spet sledil temu in teh točk je bilo, ali pa teh prehodov je bilo veliko v teh zadnjih 15 letih, ne. Tako da to, no, da ne bom predolg.
Pa v bistvu glede na to, pri tebi se večkrat zasledi, da si večkrat izjavil, da ne želiš delati tega delovnika 9 to 5 klasičnega. Ja. Mogoče, kako poteka tvoj tipičen delovni dan? Ja, v bistvu začne se že en dan prej, ne? Tako da jaz mislim, da je zelo pomembno, kdaj hodiš spat, pa kaj delaš pred spanjem. To ti bo v bistvu se nekako projiciral na naslednji dan, ne? Tako da probam pred 10 že vse naprave odstraniti izpred svojih oči, mogoče vzeti kakšno knjigo v roke in čim prej se spraviti v poslo in zaspati, ne? Potem se zbudim, že zadnje, ne vem, kadar se zbudim, vzamem psa, greva ven na sprehod, poslušam kakšne podcaste, potem pridem domov, se usedem v vsakodnevno meditacijo, recimo za 20 minut ali pa včasih tudi do 1 uro, ne. Pojem neke vitamine in potem si začnem planirati dan, ne. To po nekih načelih projektnega vodenja. Si spišem vse taske, rangiram jih po nujnosti, po pomembnosti in potem probam ne prokrastinirati, ko delam, ne. Tako da zadnje čase, glede na to, da si omenil 9 do 5, delam zelo manj na svojih projektih, recimo 4 ure povprečju na dan, ostale ure pa probam nekako kvalitetno preživeti ali s kakšnim branjem ali pa delanjem na svojem podcastu, ki je tak čist hobi projekt, nima nekih monetarnih vzgibov. Tako da tako, no. Če pa bo želel, greva lahko še kaj bolj podrobno glede organizacije dela. Mogoče na tem mestu me zanima, ker si omenil, da ne delaš, se pravi 8 ur, da je tvoj delovnik krajši načeloma. Ja. A si zadovoljen z nivojem svobode, ki ga imaš, ki ti ga delo ponuja, oziroma razmišljaš o tem, da bi se mogoče ustalil v kakšnem podjetju? Ne razmišljam. Mislim, da ne gre toliko za možnost izbire, a ne. Če so tako malo filozofska, jaz mislim, da te stari načini dela, recimo ena vrsta starega načina dela je 9 do 5 in to je zelo fiksno. Drug način starega dela je, vsi smo v eni tovarni oziroma pisarni. Jaz mislim, da se te stari načini dela in gledanje na svet, da se nekako rapidno se spreminjajo, ne. In mene osebno ful skrbi, ker imam občutek, da večina ljudi tega ne vidi, ne. In predvsem tukaj mladi, ki bi to mogli videti. Jaz mislim, da tega ne vidijo, zato ker jim je bila mogoče prodana neka zgodba, ki je bila tudi meni prodana tekom odraščanja ali pa šole, ne. In ta zgodba, jaz mislim, da ni več relevantna za 21. stoletje ali pa bo vedno manj relevantna, če bolj podrobno rečem, ne. Torej, nekako ta svet se spreminja, predvsem zaradi tehnologije, telekomunikacijske tehnologije, ne. In mislim, da postajamo vrsta, kjer bo vsak človek povezan z vsakim na ta način, recimo ne bo nekih transakcijskih stroškov te povezave, se pravi, stroški najine komunikacije so zdajle nič praktično, ne. In tako kot smo včasih potrebovali tovarne, recimo, da so ljudje skupaj delali, da smo lahko ljudi sploh skupaj zorganizirali v nek task, ne. So nekako te v 80-ih ali pa takrat, ko je bil ta prehod v pisarniški način dela, smo samo preslikali tovarniški del v pisarne. Se pravi, vsi moramo biti tukaj in to je nek tekoč trak in vsi delamo, ne. In jaz mislim, da v 21. stoletju, kjer je vedno bolj pomembno kreativno razmišljanje in problem solving, da ta model počasi razpada, ne. Vedno bolj je pomembno to intelektualno delo. Torej, včasih smo v tovarnah delali z neko fizično energijo, danes pa z možgani. In jaz mislim, da je temu treba tudi prilagoditi svoje delovno okolje in način dela. Tako da jaz mislim, da tukaj svoboda zelo lepo paše na to intelektualno oziroma kreativno delo. Tako, da ne bom predolg. Preden mogoče se lotva tega tvojega načina dela na splošno, dela s projekti, s podjetji, če nam mogoče pojasniš, kaj pomeni, kaj je sploh ta oznaka digitalni nomad? Ja, to je v bistvu nek community ljudi. To so v bistvu ljudje, ki s temi, ki sem jih omenil, telekomunikacijskimi tehnologijami, preživljajo
in nasplošno vodijo svoje življenje. Ne. Se pravi, potujejo in delajo, se pravi, niso lokacijsko omejeni. Ne. In oni delajo ponavadi iz kakšnih toplih držav ali pa iz kavarni, ki imajo bolj ugodno podnebje, in niso omejeni s tem tradicionalnimi načini dela, ki so jih prej omenili. Ne. Tako da to je digitalni nomad, ne, oziroma ta izraz predstavlja. Kako pa je mogoče na delo digitalnega nomada vplivala ta generalna situacija korone? Ja, ful dobro. Mislim, ni bilo nekih sprememb v načinu dela. Jaz imam itak pisarno tukaj doma, ne, tako da iz tega vidika se ni nič spremenil. Zdaj pa odvisno od branže, v kateri ta freelancer oziroma digitalni nomad se deluje. Ne. Če je to branža, ki je bila precej oškodovana ali pa na slabšem zaradi te krize, ne, potem to sigurno tudi ta freelancer to čuti. Ne. Jaz osebno na srečo nimam takih klientov, ki bi lahko ta kriza zelo vplivala, ne, ali pa so samo mogli zašiftati, pivotati svoje storitve. Tako da jaz osebno, razen tega, da se je malo vse umirilo okrog mene, kar bi rekel, da je tudi pozitivno, nisem čutil nekih velikih premikov, no, glede svojega lifestyla. Dobro, pa mogoče najbolj, da greva kar na tvoje konkretno oziroma delo, sodelovanje na projektih. Kako, se pravi, poklicno si rekel, da si oblikovalec uporabniških izkušenj. Mogoče, kako pristopaš k začetku oblikovanja? Imaš ponovadi predpisano strani naročnika ali imaš proste roke, da zasnuješ koncept? Ja, na tej točki moje karieri imam večinokrat proste roke, da zasnujem koncept. Ampak seveda je to odvisno od klienta, ne, ker klienti so v toliko različnih fazah svojih projektov, ali pa celo podjetij, ali pa v toliko različnih fazah nekega znanja projektnega vodenja, da je to toliko različno. Ne. Neke naročnike je treba precej voditi in pomagati napisati neko projektno specifikacijo. Tako da nekateri imajo pa to že zelo podrobno narejeno. Ne. Tako da zelo težko dam en pavšalen, splošen odgovor. Ne. Tako je zelo različno. Je pa res, da si sodeloval tako s slovenskimi kot mednarodnimi podjetji. Ja. Mogoče kakšne razlike opaziš v odnosu tujcev v primerjavi s Slovencem do dela in do generalnega vodenja projektov? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, ki ga pa težko na tako malem vzorcu povem, ne, se pravi sam svojim vzorcem. Jaz bi tako rekel, da tiste firme, ki so do mene prišle, se pravi, so se nekako navzven obrnile, so že avtomatsko mednarodne firme. Tako da iz tega vidika imajo dosti veliko možnost, da so te procesi ali pa da so malo bolj profesionalni, no, če lahko tako direktno rečem. Ne. Tako da pri Slovencih pa sploh pri začetku moje kariere je bilo vsega. Ne. Tako da če bi jaz zdaj iz tega vzorca posplošil, bi rekel lahko, da so tujci ful bolj profesionalni. Ne. Ampak to bi bilo verjetno napačno, ne. Ker tudi če bi živel, ne vem, na Kitajskem, istem je tudi en moj klient, ne, pa bi dobil kliente, ki so lokalni, bi verjetno tudi videl neprofesionalnost. No. Tako da zelo težko bi jaz rekel, da so kakšne razlike. Mogoče smo Slovenci malo bolj kakšne 3-4 leta v zaostanku napram Amerike, tudi glede tehnologije, ne, tudi glede navad. In to, da ti imaš recimo lahko sestanek ali pa vodiš delavnico takole prek Zooma, ne. Mislim, da so bili Slovenci zelo tako, rajš ne, rajš v živo vidimo, vsi smo iz Ljubljane, pa pol sedimo na sestanku, ne. Tako da mogoče se to zdaj tudi v tej krizi spreminja, ker smo nekako primorani to tehnologijo spoznati ali pa z njo delati, pa lahko vidimo, da se kakšni stroški zmanjšajo, ne, ali pa smo lahko bolj produktivni. Ne seveda za vse taske, ampak veliko stvari lahko naredimo takole, remotely.
Glede na to, da si omenil, da smo Slovenci mogoče nekaj let v zaostanku, a ne? Je to samo v tehnologiji ali še vidiš to na kakšnih drugih področjih, ko sodeluješ s podjetji? Ne, na drugih področjih pa nekako ne vidim. Mislim, da je ta kultura podjetništva ali pa strasti predvsem malo manjši generaciji, ne, v moji generaciji ali pa še manj, da je zelo prisotna, da je zelo ta ameriški mindset prisoten, ta pozitiven del ameriškega mindseta. Ne. Tako da bomo videli, kaj bo to pomenilo iz vidika izgorevanja ali pa kakšnih psihičnih motenj, ampak iz tega vidika mislim, da nismo v zaostanku, no. Da smo zelo podjetni, zelo kreativni in to se tudi nekako kaže pri rezultatih, ki imamo. Če se v tem trenutku mogoče malo odmaknemo od profesionalnega dela oziroma od tvoje kariere, pa greva na tvoj podcast, ki si rekel, Idea. Kaj je v bistvu bil glavni namen oziroma kaj je bil tisti povod in razlog, da si se odločil, ja, grem v podcast, bom nekaj ustvaril? Ja, ful dobro vprašanje. Jaz sem veliko te vsebine konzumiral. Konzumiral sem veliko ameriških podcastov ali pa audioknjig in to je ful zanimivo, da mi veliko let ni prišlo na pamet, da bi sam to naredil, ne. Zdaj, vprašanje je, iz kje ta vzorec prihaja, da ne dobimo takih idej, ne. Ko nekaj konzumiramo, zakaj ne dobimo idejo, zakaj pa jaz tega ne bi naredil? In pri meni se je to zelo veliko časa kuhalo v meni noter, ne, ampak je nekako ta strah, mogoče tukaj neka slovenskost moja, strah pred izpostavljanjem, vedno to nekako zatrla navzdol. Jaz sem tako gledal, na internet sem gledal, da 1% ljudi na internetu je tistih, ki ustvarjajo vsebino, se pravi vso vsebino, ki jo vidimo na internetu, to je ustvaril 1% ljudi. 99% ljudi je pa potrošnikov te vsebine oziroma consumerjev. In jaz mislim, da v tem 21. stoletju, ko so se malo že dotaknili teh trendov, kam gre to naprej, jaz mislim, da nočeš biti kot posameznik pretiran consumer česarkoli. Jaz mislim, da moraš biti v življenju ustvarjalec stvari. Tukaj se nekako skriva tudi en delček mogoče dobrega življenja ali pa sreče. Tako da zaradi tega sem se jaz odločil, grem to narediti. Itak smo imeli z prijatelji debate, takšne in podobne, 4-urne, in dostikrat smo rekli, zakaj pa to ne bi snemali. In pa smo posneli. In odziv je bil ful dober, ker me je presenetil, še danes me preseneča. In nekako se je snežna kepa začela sama valiti. No. To je bil eden izmed glavnih razlogov, zakaj. Ravno zaradi tega pozitivnega odziva, kako zdaj gledaš na svoj podcast? Se pravi, si zadovoljen na kateri točki v tem trenutku? Misliš, da so potrebne kakšne spremembe? Jaz sem že od samega začetka, se pravi, to bo 1 let pa pol, odkar to nekako ustvarjam. Jaz sem bil že na začetku totalno presenečen nad odzivom. Zdaj, če tukaj gledamo neke metrike, koliko ljudi to gleda. Seveda, to je bil začeten ta push, potem se malo stabiliziral, tako da danes, ja, jaz mislim, da, ne vem, koliko ljudi tole zdajle posluša, a ne? Ampak jaz sem tako gledal pri sebi. 200 ljudi na YouTubeu ni velika številka, tudi za slovenske razmere, ne. Jaz mislim, da skoraj kdorkoli bo posnel neko kolikokrat toliko dobro vsebino in dal svoj video na YouTube, da bo prišel do 200 ogledov, ne. Zdaj pa, jaz sem pa to začel primerjati s fizičnim svetom. Če sem kdaj imel predavanje, ne. Jaz sem imel zelo malo predavanj za 200 ljudi, ne. Vedno je bilo, ne vem, 50, 30, enkrat mogoče, da je bilo nad 200. Ampak te stvari, ki so na internetu, kar nismo zadovoljni z efektom. Čeprav gre za mnogo več ljudi, kakor bi jih prišlo v neko dvorano poslušati mene. Tako da probam iz te prizme gledati, da me moj ta proba ne prevarati, a sem z nečim zadovoljen ali ne.
ker če skozi iščeš, a si z nečim zadovoljen ali ne, bo zelo malo ustvaril. Jaz probam se fokusirati na samo ustvarjanje, na občutke flova, ki mi jih daje, na občutke zadovoljstva. Ko pa jaz objavim, sem pa že vso zadovoljstvo dobil. Objava je zadnji stadij projekta. Tako da se probam ne preveč fokusirati na to, kakšen odziv je in na podlagi tega nekako planirati, a bom to še naprej ustvaril ali ne. Tako da to je meni osebno ful pomagalo pri teh svojih nevrozah, ki jih imamo verjetno vsi. Kako pa gledaš na podcaste generalno? Se ti zdi, da je to samo nek trenuten trend ali bo to tudi trend, ki se bo nadaljeval v prihodnje? Ne, definitivno ni trenuten. In tukaj je ena izmed tistih stvari, ki sem rekel, da so mogoče Slovenci ali pa Slovenija, da je 5 let zadaj. Podcasti so nekako svoj plafon ali pa svoj mainstream v Ameriki dosegli že par let nazaj, mogoče 3 leta. V Sloveniji šele zdaj nekako ljudi spoznavajo, da ta format sploh obstaja in koliko uporaben je. Uporaben je predvsem zaradi tega, ker vedno več. Ljudje športajo, grejo laufat, grejo na sprehod s psom. In takrat si lahko dajo neko vsebino noter, ki ni recimo radio klasični, ali pa ko se vozijo v službo. Se pravi, ta čas lahko zelo koristno porabijo za neko izobraževanje ali pa širjenje obzorij. Tako da jaz mislim, da iz tega vidika je ta format zelo uporaben, zato ker uporabimo samo svoja ušesa. Lahko pa zraven likamo, sprehajamo se, kakor sem rekel, v fitnessu smo. Se pravi, nek tak multitasking, ki ga zahodni človek zelo rabi, da se počuti, da je produktiven. Tako da jaz mislim, da to je šele začetek tega formata. In če kdo razmišlja, da je mogoče prepozen začeti ali pa razmišlja, da bi, pa mislim, da je trg zasičen, sploh v Sloveniji. Jaz mislim, da je to napačna analiza tega formata. Tako da jaz mislim, da smo šele na začetku. Še zadnje vprašanje, preden začneva Q&A z našimi poslušalci. V začetku najnega pogovora si govoril o tem, da zjutraj tudi meditiraš. Me zanima, a je to spremenilo tvoj način dela? Oziroma je to kaj vplivalo na sam življenjski slog? Koliko časa imava? Tole se lahko 1 uro pogovarjava. To je en tak zelo močen del mojega življenja trenutno, ali pa je že zadnjih 10 let. In jaz mislim, da ni spremenil samo moj način dela, ampak način življenja. In ne morem to bolj poudariti, kakor bi želel. Jaz mislim, da pomembnost nekega osebnega projekta življenja je, da je človek srečen. Srečen čez dan, v trenutku, s tistim, kar dela, s tistim, kar planira, niti nima veze. In jaz mislim, da je sreča dejansko veščina, ki se jo lahko človek nauči. Nauči se jo z 2 deli. Eno je praktična filozofija. Tukaj imamo lahko s svojega vidika povem, budizem in stoicizem. Drugi del, ki je pa iznad razuma, se pravi, to ne moramo prebrati knjige pa se naučiti, je pa glih to, kar si omenil, meditacija. In vse ostale stvari gre lahko samo do enega nivoja. Mi smo pa 80% časa v dnevu smo na neki avtomatiki. Se pravi, to avtomatiko mi ne bomo mogli z razumom rešiti, oziroma jo bomo lahko zelo mali procent tega dela. Ostalo je pa treba delati na sebi, z opazovanjem sebe, z opazovanjem svojih vzgibov ali pa spoznavanjem sebe. Tako da iz tega vidika bi jaz rekel, da je meditacija ena izmed, čeprav je zdaj pridobila na neki popularnosti, je ena najbolj podcenjenih aktivnosti ali pa neaktivnosti, ki jih lahko človek dela. In jaz mislim, da upam, da bo Zahod to spoznal, kar Vzhod že veliko časa ve. Da se je treba navznoter obrniti, ne samo naven.
Ok, potem pa predlagam, da začneva s Q&A z našimi poslušalci. Okay. Prvo vprašanje, ki smo ga dobili, v bistvu glede na to, da si prej omenil, da je tvoje delo načeloma remote work, si danes z nami iz tujine ali iz Slovenije? Ne, jaz sem danes doma in sem doma že razen 2 meseca na leto, sem doma. Jaz sem pred 2 leti malo zamenil svoj način lifestyla. Se pravi, če je bilo to prej konstantno potovanje in ves stres, ki pride zraven tega potovanja, sem zdaj zamenil za bolj standarden način življenja, tako da živim oziroma bazo imam v Ljubljani. Enkrat do 2krat na leto grem pa za 1 do 2 meseca v Azijo, takrat, ko je tukaj mraz. Tako da zdaj sem doma, sploh ker je ta korona kriza, so zaprli določene države, v katere bi si jaz želel iti, ampak verjetno januarja, februarja spet grem, pa se mogoče fokusiram na kakšen nov projekt. Ali menite, da se da UX dizajn uporabiti tudi v slabo uporabnikom? Ja, absolutno. In tiste, ki to zanima, glih pred 3 tedni sem imel predavanje na eni konferenci, je bila tudi takole prek Zooma. In tiste, ki zanima slabi vidiki tehnologije in slabi vidiki zasvoljive tehnologije, ki jo mi nosimo v žepu, lahko pogleda moje predavanje, ki je na mojem YouTubeu, glih o tem. Tako da ne bi s tem preveč časa zgubljali. Tam je pač tak 15-minutni moj case, kaj je treba paziti in kam gre lahko svet, če imamo nek tak pesimistični scenarij v mislih glede tega. Kateri so vaši ključni problemi na projektih? Ključni problemi na projektih. Ja, mogoče so te problemi ponavadi povezani z ljudmi. Če nimamo iste vizije, ali pa se nismo v redu posinkali na začetku, če se nismo v redu uskladili. Ljudje so itak največji izziv vedno. Sprav, ko jaz delam z računalnikom, jaz točno vem, kako se bo računalnik obnašal, ko mu dam nek ukaz in verjamem, ko se bomo razvijali naprej z umetno inteligenco, bo tudi, upam, da precej bolj predvidljiva. Ljudje pa nismo predvidljivi, tako da tukaj je vedno veliko izzivov v vsakem biznisu, tako da to, da poznaš sebe, poznaš ljudi, se mi zdi, da ti tudi v biznisu lahko, ali pa absolutno ti prav pride. Tako da izzivi so, če so ponavadi z ljudmi. Ali je kakšno podjetje, s katerim ne bi nikoli sodelovali, ali pa podjetje, s katerim ste sodelovali, pa z njimi ne bi sodelovali več? Ful dobro vprašanje. To bi se navezal na tisto vprašanje, ki je bilo, če se lahko uporabniško izkušnjo v slabe namene uporabi. Jaz mislim, da bi tukaj jaz pri sebi neke svoje moralne vrednote pregledal, oziroma jih vedno pregledam, preden sprejmem nek projekt. In zdaj, če bi tukaj pomenilo, da gre za podjetje, ki dela nekaj, kar, ne vem, recimo na neetičen način zasvaja uporabnike in dela škodo družbi, bi oziroma sem zavrnil take projekte. Glede drugega dela vprašanja pa, ja, takrat, ko se vidi, da so vizije različne, pa smo zaključili nek projekt, pa vidiš, da je bilo preveč neskladij z načinom dela, verjetno je takrat boljš tudi zavrniti tak projekt, pa ne, da je kaj z njimi narobe, lahko da je tudi z mano, ampak jaz mislim, da je preveč ljudi, ki na svetu, s katerimi bi delal lahko zelo lepe projekte in se razumel in da bi bila naša interakcija zelo koristna, ne samo za nas. Tako da jaz mislim, da ni treba zgubljati preveč časa, če se s kom ne uskladiš, s tem ni nič narobe. Kako pridobite kliente iz tujine? Ali oni kontaktirajo vas ali vi njih? Dobro vprašanje. Tekom moje kariere so se te viri novih klientov precej spreminjali.
Na začetku je bilo to predvsem word of mouth, se pravi, sem že naredil nek projekt za nekoga, pa je pol on mene priporočil, ali je to iz mojega kroga poznancev prišlo. S časoma, ko se je pa nekako, jaz bi rekel, moja spletna stran usedla v Googlove rezultate, se pravi, da je začel ta SEO del delati, pa ljudje tudi najdejo prek Googla mene, tudi tujci. Recimo, opazil sem par Nemcev, sem dobil Singapurcev, tako da jaz mislim, da pol s časoma se te viri spreminjajo, iz kje ti letijo nove stranke v funnel. Tako da, ja, word of mouth na začetku zelo pomembno. Glede na to, da so tvoji podcasti relativno dolgi, ali se velikokrat srečuješ z ovirami pri umeščanju snemanja v svoj urnik in ali imaš veliko težav z usklajevanjem urnika z gosti? Za čuda ne. Na začetku sem mislil, da bo to problem, ampak jaz, recimo zaradi svoje narave dela, imam precej fleksibilen urnik, tako da jaz oddaje vedno snemam do poldne. Se pravi, recimo neka sreda, jutri snemam ob 10, recimo zjutraj. Te ljudje, ki jih pa jaz pokličem, so pa ponavadi tudi takšni, da imajo podoben način dela, se pravi, niso ponavadi zaposleni. Tako da z usklajevanjem tega ni bilo nekih težav. Predvsem zaradi tega, ker sem jaz toliko fleksibilen, tudi če gost ne more, lahko prestavim na skoraj katerikoli dan v tednu. Mogoče tukaj moje vprašanje. Na podlagi česa se odločaš, za kateri gost bo prišel v tvoj naslednji podcast? Ja, jaz imam neko tako Evernote beležkico na računalniku in tekom svojega branja, raziskovanja in poslušanja drugih podcastov vidim, katere tematike me zanimajo, potem pa vidim mogoče še, kaj je v družbi zdaj aktualno. Recimo takrat, ko je bilo aprila ali pa marca, se je ta korona kriza začela, sem rekel, ok, moram imeti nekega infektologa, da malo razloži bolj splošno, o čem se gre, kaj vemo, kaj ne vemo. Tako da iz dveh vidikov, kaj mene zanima, izkle črpam inspiracijo in pa kaj se v družbi trenutno dogaja. Potem pa imam tako Evernote beležkico in si konstantno pišem, ko dobim idejo, ali si tematiko zapišem ali pa gosta. Če imam tematiko napisano, grem iskat na Google, kdo v Sloveniji je strokovnjak v tem, ali je v tem govoril, ali je že kaj predaval, pa ga pa kontaktiram in večina ljudi je zanj. Naslednje vprašanje. Koliko je pri tvojem UX delu pomembna raziskava in koliko ustaljene prakse, ki delujejo, ter kako se lotiš raziskave? Ja, uporabniška izkušnja je tak malo triki področje, zato ker ne smeš biti preveč kreativen. Bom probal to razložiti. Se pravi, mi vsi, ko gremo na telefon ali pa ko odpremo internetno stran, smo navajeni na določene prakse. Kje je navigacijska vrstica, kako izgleda gumb, kako izgleda ikonca za shopping cart. In zdaj, če sem jaz preveč kreativen, ljudje ne bodo vedeli, kaj od njih vmesnih želi ali pa kako narediti neko akcijo. Tako da jaz moram precej se držati ustaljenih praks. Je pa to seveda odvisno od projekta. Če gre za neko bolj kreativno stvar, ne vem, pred časom sem delal za prijatelja spletno stran za video agencijo, tam smo lahko malo bolj kreativni, tam smo lahko malo bolj breakamo pravila, se pravi kršimo pravila, zato da smo kreativni. Če gre za nek portal, ki ga bojo uporabljali starejši, je treba biti zelo konzervativen. Tako da spet je odvisno od projekta, ampak generalno je dobro, da je UX designer konzervativen, ker njegova naloga je ne, da navduši, ampak njegova naloga je, da naredi stvari jasne, prijetne, ne, da ni uporabnik zmeden. Eno tako pravilo je v UX designu, naslov tega pravila je tudi knjiga, ki je zelo uporabna za tiste, ki jih zanima, je Don't make me think.
se pravi, to reče uporabnik, ne me pripravi do razmišljanja. In to je cilj UX dizajnerja, da uporabnik čim manj razmišlja, da mu je vse jasno. Hočem kupiti zobno pasto na Amazonu in da vmes ne razmišlja, kje je treba kupiti ali pa da je zmeden. To je dobra uporabniška izkušnja. Kaj je za vas uspešen projekt? Zelo dobro splošno vprašanje, taka so mi všeč. Dober projekt se meni zdi, da je sestavljen iz 3 komponent. Da sem jaz zmagal, se pravi, je win zame, bil sem zadostno plačan in bil sem izpopolnjen, ko sem ga naredil. Druga stvar, da je zmagal tak, ki me je naročil, se pravi, da je zadovoljen s tem, kar je dobil. In pa še tretja komponenta, da smo naredila nekaj dobrega ali pa da je zaradi najinega sodelovanja svet vsaj malo boljši. Se pravi, da ni na slabšem. Jaz mislim, to je dober in uspešen projekt. Kako začeti meditirati? Kakšen nasvet? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da težko, to je neko področje, ki je zelo težko ga damo v neke okvirje, zelo je subjektivno, zelo je osebna izkušnja. Tako da jaz mislim, da že ta želja, če je vznikala noter, da bi začel, jaz mislim, da bo ta želja hitro najdla do YouTubea, do search bara na YouTubeu in bo noter napisala guided meditation, 5-minutna meditacija vodena in probaš v bistvu. Usedeš se, stvar te vodi in v bistvu vidiš, da nimaš kontrole nad svojimi mislimi. In jaz mislim, da mi se konstantno obnašamo ali pa verjamemo, da mi smo kontrolori svojih misli ali pa svojih odločitev. Ampak ko se enkrat človek usede, pa si da nalogo, zdajle naslednjih 5 minut bom opazoval svoje dihanje, vidiš, da v bistvu začne sam od sebe delati, ali pa da je posebna entiteta, ki je ločena od tebe. Tako da pa začneš malo odkrivati svoje procese in kdo sploh si. Tako da jaz bi rekel, YouTube, vodena meditacija oziroma guided meditation in začneš. Glede na to, da si omenil sprehode s svojim psom, v kakšnem odnosu sta, ali te že dolgo časa spremlja in kako vpliva na tvoje življenje, ali ti je zelo spremenil življenjski stil? Ga bom kar pokazal, zdajle spi. Ja, ime mu je Zen, je španski hrt, galgo. Ja, precej mi je spremenil lifestyle, predvsem iz tega vidika. Jaz sem že prej hodil na sprehode, ampak ne takrat, ko je bil dež, ne takrat, ko je sneg. Tako da mene pes pripravi na to, da sem manj len. Se pravi, takrat, ko je dež, je treba iti ven. In neko rutino, ki sem jo skupaj z njim vzpostavil, da greva 3-krat na dan ven, jaz mislim, da je zelo koristna bila iz več vidikov zame. Tako da vedno je pa fajn imeti, opazil sem, da je fajn imeti žival, fajn imeti nekoga, zaradi katerega si odgovoren. Se pravi, on je čist odvisen od tebe, ne? Tako da mogoče takrat začneš malo manj se sam sabo ukvarjati, pa da si ti najbolj pomemben na svetu. Tako da iz tega vidika je tudi to koristno. Ali lahko kakšen nasvet, kako iz 9 to 5 mentalitete preklopiti na vaš bolj zanimiv, produktiven način dela? Ja, najdeti svojo strast. Se pravi, da iščeš toliko časa in sebe poslušaš, da vidiš, kaj ti je všeč. Kaj te v bistvu driva. In iz tega driva pol vse sledi. Sej ni cilj meni nikoli bil, da bom imel toliko svobode. Cilj je bil, da delam nekaj, kar mi je všeč. Sej pol na koncu ni niti toliko pomembno iz tega vidika, ali sem jaz v pisarni takrat, ko delam, ali sem na Baliju. Ker takrat, ko delam, mene ni. Jaz sem takrat potopljen v svoje delo, jaz sem takrat zlit s svojim računalnikom.
Tako da jaz mislim, da če ni strasti, pa začnemo iz tega vidika, jaz hočem biti svoboden, kaj moram narediti, da bom svoboden, jaz mislim, da je že enačba tukaj napačna. Jaz mislim, da je treba izhajati iz strasti, potem pa ostale stvari vse pridejo, in denar, in ta svoboda, po kateri vsi toliko hlastamo. Kako se pogled na uporabniško izkušnjo razlikuje med vzhodom in zahodom? Ali obstajajo ključne razlike pri oblikovanju le-teh? Ja, se pravi, mi UX dizajnerji vedno izhajamo iz potreb in navad uporabnikov. Tako da, tako kot so uporabniki drugačni, mora biti tudi naš način dela drugačen. En primer, ko sem prišel na Kitajsko, v Peking delati, se pravi, mi smo tukaj navajeni, da ko se vpišeš ali pa ustvariš nek račun, lahko uporabiš sign in with Google gumb ali pa sign in with Facebook in podobno. Ne. Tam recimo Facebooka nimajo, Googlea nimajo in ne samo to, nimajo oni neke druge storitve, s katero se oni tudi vpišejo. Oni se vpišejo niti ne svojim mailom, oni se vpišejo svojo telefonsko številko. Tako da uporabniško ime na Kitajskem je po defaultu telefonska številka. In to je nekaj, kar je totalno drugače kot pri nas. In če jaz dizajniram izkušnjo, moram vse te stvari in navade kolikor toliko dobro vedeti. In tukaj je precej izziva za zahodnjaka, ki gre delati na vzhod. Mora tudi nekako živeti tam pa spoznati kulturo. Predvidevam, da večina podjetij v Sloveniji še ni ozaveščena o pomenu UX-a, na kar me zanima Klemnov pogled na Slovenijo v primerjavi s tujino, ter kako dobiti službo na tem področju. Sej to smo nekako že opredelila. Jaz mislim, da ni nekih razlik. Ljudje se zavedajo, vedno bolj se podjetja zavedajo pomembnost uporabniške izkušnje, zato ker to je ena kategorija dela, ki dejansko lahko zračunamo rezultate down the line. In tam, ko mi lahko zračunamo rezultate, so tudi podjetniki bolj dovzetni za to. Ne. Če bi jaz prodajal, jaz naredim lepe plakate, jaz naredim lepe spletne strani, to zelo težko prodaš. Ne. Sej lahko prodaš, vsak hoče imeti lepo spletno stran, ampak zelo lahko pa prodaš, jaz lahko naredim učinkovito spletno stran ali pa spletno trgovino, ki bo zvišala konverzijo napram zdajšnji spletni trgovini. Tako da to področje se noro veliko razvija. Mislim, da je celo eno izmed najbolj iskanih profilov na svetu trenutno, mogoče top 5 sigurno, je UX dizajner in to se sigurno ne bo ustavilo. In tako, kot sem omenil na začetku, srečo, ki sem jo imel, tudi v tem sem imel srečo, da takrat, ko sem jaz vstopil v to področje, je eksplodiral in jaz mislim, da se ne bo ustavil. Tako da tistega, ki ga to zanima, je zelo dobra future-proof zadeva. Kako pa začeti na tem? Začneš lahko z knjigo Don't Make Me Think, Steve Krug. Na Amazonu si lahko kupiš Kindle verzijo. Tako da to prebereš, vidiš, a te sploh zanima ta vsebina in potem se mi lahko javiš. Gremo naprej po korakih. Dobro. Mogoče še eno vprašanje na temo branja, ker si omenil, da veliko in rad bereš. Kaj je bila tvoja najljubša knjiga do sedaj, pa mogoče kakšna vsebina, ki ti je spremenila pogled na svet in razmišljanje? Ter zakaj? Ja, ful dobro vprašanje. Knjig je bilo veliko. Zdaj, če bi mogel eno vzpostaviti, bi mogoče mogel področje izbrati. Za področje duhovnosti pa meditacije, ker smo govorili veliko o tem, mi je bil zelo všeč Eckhart Tolle ali pa Michael Singer, Untethered Soul. To je zelo, mislim, to je knjiga, ki jo priporočam vsakmu in tudi kupujem. In jo dajem v dar. Zdaj pa z vidika tega ustvarjalnosti, kar so delala, se mi zdi, da je nekako tekom najinega pogovora nit ta, kako ustvarjati, kako začeti, kako biti freelancer, kako biti svobodnjak, kako biti bolj samosvoj. Steven Pressfield
War of Art. To je taka zelo kratka knjižica in govori o teh demonih, ki jih imamo mi v sebi, ki nam onemogočajo, da bi ustvarjali. In te demone on poimenuje resistance, se pravi upor. In to je resistance je tisti mali glasek, ki ti začne govoriti, zakaj ni dobro, da bi začel nekaj ustvarjati. Lahko bi rekel, tista prokrastinacija, ki je, zdaj bom začel, bom blog odprl, bom blog objavil, napisal ali pa bom video posnel in potem se vklop ta strah. Kaj si bojo drugi mislili? To je itak brez veze, itak je zasičen. Ves ta dvom, ki ga ego producira, on imenuje v knjigi resistance in potem ti da neke, se pravi, razumevanje je prvi korak, potem pa, ko razumeš, pa se lahko začneš šele proti temu boriti. Se pravi, sovražnika moraš najprej razumeti. In ta knjiga je meni ful pomagala pri začetku, recimo, tega projekta podcasta, da sem nekako utišal ta glas, ki me hoče sabotirati. Tekom tvojega odgovora je prišel v bistvu še eno vprašanje, pa bi se na njega navezal, če bi lahko ti po koncu napisal par naštetih knjig, mogoče v chat tukaj. Ja, lahko bom. Super, hvala ti. Potem pa, kako si začel z UX dizajnom? Si samouk ali si se udeležil kakšnega tečaja izobraževanja, na katerem si imel priložnost sestaviti svoj portfolio? Ne, jaz osebno nisem šel na nobene tečaje, po nobeni kakor toliko uradni poti, tako da je bil, ta pot je bila čist samouk. Imel sem mentorje, v službi, recimo tam, ko sem delal, ko sem omenil digitalno agencijo. Jaz sem takrat izpostavil CEO-ju oziroma direktorju, da jaz ne želim več delati projektnega vodenja in jaz želim biti UX dizajner. In potem je on rekel, ok. In naslednji dan sem imel projekt za narediti. In to je zelo taka ekstremna verzija samouštva, zato ker ti dejansko si takrat totalno neizkušen, totalno pod strahom, delaš pa realen projekt za realnega naročnika, ki pričakuje profesionalno izvedbo. Tako da takrat je bilo to tako, da namesto en dan sem jaz rabil 5 dni, vikende, noči in vse, nekako me je ta strast drivala, da sem lahko prebil čez to steno tega začetka, da je bilo good enough, da me je nekdo lahko plačal za to. In to sem imel neizmerno srečo. In po 50 projektih sem jaz lahko sebi, recimo noter, uradno rekel, da sem jaz UX dizajner. Tako da ni bilo nobene uradne poti. Super, mogoče še zadnji dve vprašanji. Prvo, ali lahko poveste kaj več o projektih oziroma podcastih, na katerih delate trenutno? Probam dešifrirati to vprašanje. Se pravi, projekte trenutno delam, imam ongoing sodelovanje z to kitajsko podjetjem iz Pekinga. Z njimi delam že 3 leta. Recimo, da 1 do 2 dni na teden delam za njih. Potem imam en projekt zdaj glih, ne vem, če poznate, Astra.si, to so te razlage matematike, ki jih je naredil Andrej Škraba za srednjo šolo in fakultete. Tako da prenavljamo to spletno stran. Potem še en projekt delamo, kjer bo platforma za videoprodukcijo oziroma za najemanje freelancerjev v Sloveniji. Pa še za en startup zdaj delamo neko platformo, MVP delamo, ki ga bo lansirali konec leta na ameriški trg. Glede podcasta pa sem zdaj imel malo pauze, zato ker sem čakal, kako bo s tem lockdownom, zato ker jaz imam zelo rad, da imamo osebno v tem studiu pogovore, tako da to sem videl, da ne bo mogoče, tako da jutri snemam Adrian Kazale, je en hrvaški znan pisatelj, 20 knjig je napisal. V petek snemam z nekim znanstvenikom. Tako da zdaj bom probal pač prek online z neko platformo to narediti, da bo good enough.
za ta čas, ko ne moramo se v živo sestati. Zadnje vprašanje, mogoče za zaključek z moje strani. Glede na to, da ko si se predstavljal, omenil, da si bil tudi del oziroma član društva v študentskem času in glede na to, da je današnji dan oziroma program v domeni Društva mladih projektnih menedžerjev, kako je društvo vplivalo na tvojo kariero oziroma kaj je društvo tebi v tistem času, ko si bil del njega dalo na nek način? Ja, vse mi je dal. Se pravi, na začetku, ko si itak ti na presečišču, recimo poti, pa če ti ena stvar butne v levo na mestu desno, kar jaz mislim, takrat mi je društvo definitivno butnilo v eno stran, vsega tega ne bi bilo. Moje življenje bi bilo popolnoma drugačno. Tukaj sploh ni dvoma. In jaz vsakmu, ki je na družboslovnem faksu, to pomeni, da ima malo več časa, ker ni toliko učenja. Če ne delaš obštudijske dejavnosti, da organiziraš nekaj, svoje strasti, jaz mislim, da boš imel zelo velike težave na trgu dela. Zelo velike težave. Sama diploma, vsi vemo, ne vem, če bo kaj pomenila, sploh iz družboslovne smeri. Važni so skillsi, in da znaš reševati probleme. Da pa ti znaš reševati probleme, moraš imeti pa izkušnje. In najboljša stvar na začetku za pridobiti izkušnje so glih taka društva, kakor je vaše. To globoko verjamem. Najlepša hvala, Klemen. Na tem mestu tudi zaključujemo z drugim delom današnjega programa. Klemen, hvala še enkrat za vse deljene informacije, izkušnje in hvala, da si se odzval v našem vabilu. Hvala tudi tebi, Miha, super si vodil in hvala vsem, ki so se vključili in želim vsem vse dobro. Hvala. Bom napisal še v chat stvari. Čau.